Nadaljujemo z temo, ki je mogoče najbolj občutljiva tema. Seveda, ki razširja pravzaprav samo bibliometrijo, zato se bomo tudi mi v naši predavanju temu prilagodili. Gre za kvaliteto, ocenjevanje kvalitete. Koliko je v resnici bibliometrija, ocenjevanje kvalitete objav oziroma koliko je sploh možno kvantitativno merjenje znanstvene produkcije narediti s sedanjimi kazalci, indikatorji in podobno. Res, da imamo odlične zbirke, bibliografske zbirke, indeksi citiranja, vse podatke, lahko zmerimo, videli smo različne, imamo dejavnik vpliva za revije, imamo Hirschov indeks za posameznika, imamo pa veliko težav. Seveda, ena največjih težav je s tem, da zelo redko, vse bolj redko je avtor objav samo eden. To je, kot sem že omenil, Holger de Sola Preiza, ki je to napovedal že pred 50 leti, današnja znanost. Več avtorstvo je dejstvo. Kako pa izmeriti prispevek posameznega avtorja pri takšni objavi? Že pri 2 avtorjih ne vemo, koliko je kdo prispeval. Pri 10 avtorjih imamo težave. Kaj pa narediti pri 100 avtorjih, 500 avtorjih? Seveda, to je nekaj, kar pri bibliometrijskih analizah poleg samocitiranja daje dodatno dimenzijo in seveda ustvarja posamezne izzive, za katere pa prave rešitve nimamo. Pri več avtorstvu se trudimo z različnimi pristopi. Kako šteti prispevek avtorja? Najbolj enostavno je seveda vsakemu avtorju dati enaki delež. To je tudi najlažje izračunati. Je pa seveda dejstvo, da je to najslabša rešitev. Problem je sploh, če imamo 100 avtorjev, kaj bo vsak prispeval 1/100, vemo, da temu ni tako. Ne? Nekateri predlagajo drugo možnost, da štejemo po ustanovah. Da itak ne vrednotimo več posameznikov, ampak štejemo ustanovo, glede na število avtorjev, prihajajo iz njih ali raziskovalno skupino. Težave imamo seveda pol tudi pri štetju deleža države, ker skušamo tudi državo, glede na to, da merimo tudi znanstveno politiko, umestiti v to merjenje in primerjavo, kako zdaj, kakšen delež dati neki državi, če imamo recimo 50 avtorjev iz različnih držav, kolikšen je zdaj delež posameznikov. Najbolj blizu in verjetno najboljša metoda bi bilo različno vrednotenje avtorstva. Torej, prvi avtor je običajno tisti avtor, ki je največ prispeval k nastanku neke objave. Ampak pogosto je takšen tudi zadnji. Zadnji avtor je praviloma vodja raziskovalne skupine, laboratorija ali druge raziskovalne enote, ki je iniciiral raziskovalno delo, objavo, verjetno tudi tisti, ki je pregledal celotno delo včasih. Potem nekateri govorijo o teh, da naj se upoštevajo samo prvi 3 avtorji. Raziskave so seveda pokazale, da se avtorji vendarle največkrat razvrščajo glede na abecedo. Torej, če se nekdo piše na prve črke abecede, bo imel toliko večjo možnost, da bo prvi avtor, kot nekdo, ki se piše na zadnje črke abecede, in to je pač statistično dokazano. Tako potem vemo, da je pogosto razvrščanje avtorjev kar po abecedi. Žal nimamo skupnega pristopa, in tukaj nam nekaj manjka. Ja, prosim, kolega. Kateri izmed pristopov se pa potem najpogosteje uporablja, oziroma ali je to kaj odvisno od države ali področja? Ja, največkrat se uporablja verjetno tale prvi pristop, torej vsem enako, ker je najlažji. Tudi potem, ko se meri recimo
prispevek države, se šteje pač država kot ena enota, ne glede to, ali je en avtor iz te države ali jih je več. Najlažje je zmeriti. Zdaj, seveda možno bi bilo, in to so nekatere revije že začele uveljavljati, vendar ni to neko pravilo, da se vendar določi odstotek. Torej reče se, ta avtor je prispeval 60%, zadnji avtor, prvi avtor 60%, zadnji avtor recimo 10%, drugi avtor 20%, tretji avtor 5%, pa četrti 5% in tako se nekako razvrstijo, da se da procent, delež soavtorstva. To bi seveda bilo najbolj pošteno, vendarle, seveda se razumemo, to povzroča lahko kar precej zapletov. Mogoče v neki fazi se bo to začelo. Vem pa konkretne težave, ki so jih imeli pri vrednotenju objavo za več kot 100 avtorji. Tukaj gre za tako fiziko delcev ali pa recimo za razne medicinske primerjalne raziskave, ko imaš pač podatke zbereš v recimo 20 državah. Vsake državi sodeluje 4-5 avtorjev, imaš takoj 100 avtorjev. Jaz bi bil celo naklonjen temu, da te članke sploh ne štejemo kot objave, ker je seveda nesmiselno. Tudi sem videl pri veliko bibliometrijskih analiz te članke enostavno zamolčimo, se z njimi ne ukvarjamo, ker bi nam porušili vso logiko raziskovanja. Običajno naredimo to in pripombi, članke za več kot toliko avtorji nismo upoštevali v naši analizi. Kaj pa so vzroki za več avtorstva ali soavtorstvo? Vzrokov je več. Eno je zagotovo racionalno zmanjševanje stroškov raziskovanja, možnost, da neka raziskovalna skupina sodeluje z drugo raziskovalno skupino in seveda imate skupno boljšo objavo ali pa več objav z nekega področja. Druga je seveda lažja komunikacija med znanstveniki. Mednarodno raziskovanje, se spomnim, nekako sem bil še mlad raziskovalec, seveda svoj čas bilo relativno oteženo. Moral si se srečati ali osebno, komunicirati preko telefona, preko pošte, dosti komplicirano. Prva elektronska pošta je to delno olajšala, vendar seveda ni omogočala še vse, kar danes svetovnim spletom lahko. Danes je seveda ta komunikacija z vsemi mogočimi orodji svetovnega spleta takšna, da si lahko praktično v vsakodnevnem stiku, četudi so raziskovalci na različnih koncih sveta. Specializacija, tudi ta vpliva na več avtorstvo. Recimo znotraj neke raziskave potrebuješ neke specifične meritve ali potrebuješ zelo pogosto statističnega strokovnjaka in seveda ga vključiš v raziskovalno skupino, jasno, praviloma in tudi prav je tudi kot soavtorja, torej pač ta znanja so specializirana, jih ni nujno, da jih imajo vsi, takoj zaradi tega se število avtorjev širi. Interdisciplinarnost je podoben vzrok, raziskovanje povezuje različne področja, različne stroke, ki seveda potem je kvaliteta tazga raziskovanja boljša, pa so določena področja, recimo okolje zagotovo, ker drugega nima. Pol odnos učitelj-učenec, podaljšan študij, doktorat znanosti je seveda vstopanje v raziskovalno delo, ki tem nastajajo različne objave in jasno je, da bo mladi raziskovalec objavljal v soavtorstvu s svojim mentorjem oziroma z raziskovalno skupino, v katerem se usposablja kot mladi raziskovalec. To je recimo posebno značilno je to za družboslovje, ker je pač dvoavtorstvo ali bolj razširjeno kot recimo na drugih področjih. So pa politični razlogi, če smem tako reči, Evropska unija, kot veste, v svojih okvirnih raziskovalnih programih zahteva sodelovanje med različnimi raziskovalnimi ustanovami iz različnih držav, in seveda to avtomatsko pomeni, da so vsi ti prejšnji razlogi še dodani iz političnega razloga, ker je financiranje takšno, da potem
skupen raziskovalni rezultat tukaj skupaj objavijo. Jezik. Še en problem pri ocenjevanju kvalitete. Namreč, če hočemo danes doseči določeno odmevnost, mora biti naša objava raziskovalnih rezultatov v angleščini. To je tako kot nekoč latinščina, je danes angleščina jezik znanosti, že nekaj časa se uveljavlja. Še 19. stoletju seveda temu ni bilo tako, so bili že drugi konkurenčni jeziki, nemščina na področju tehnike je bila kar močna, francoščina seveda na družboslovnem področju. Danes je vse praktično, kar pomeni v angleščini. Na humanističnih vedah je seveda temu ni tako, tudi pomembne objave ni nujne so v angleščini, ampak niso odmevne. Zdaj seveda v lokalnih jezikih, lokalne jezike, tukaj razumemo čisto vse jezike razen slovenščine, ne samo slovenščine, razen angleščine, pač te revije z nekaj izjemami Web of Science in Scopus le delno pokrivajo in se to je že znanje, recimo slovenščine je omejeno na 2 milijona nekaj ljudi, jasno odmevnost ne more biti večja. Drug problem je recimo kitajščina, ker seveda jo obvlada veliko število ljudi, vendar težko rečemo, da bi to bilo jezik znanosti in seveda tudi objave v kitajščini so še vedno objave v lokalnem jeziku. Torej, angleščina je pač zakon, ni druge možnosti, da hočemo dejansko doživeti neko odmevnost. Ni pa nujno, zakaj to govorimo, ni pa nujno, da so objave v lokalnih jezikih slabše. Lahko so kvalitetne. Vendarle, po drugi strani, vsak raziskovalec, ki ima res neke rezultate, za katere meni, da so vrhunski in za katere bi želeli, da jih preverimo v znanstveni skupnosti, se bo potrudil objaviti v angleščini, zato da bo dobil pravi odziv. Včasih so seveda tudi problem lokalne teme, ki so namenjene lokalnemu bralstvu, in to je verjetno. No, za tega tudi, kot sem že prej omenil, recimo v kitajščini delajo posebne indekse citiranosti ali citiranja, ker pač želijo videti, kaj se tukaj dogaja. Ampak tudi kitajski znanstveniki zadnje čase ogromno objavljajo v angleščini in je vsak, ki je v kakem uredništvu, kakšne mednarodne revije vidi, koliko člankov prihaja iz tega dela sveta. Zdaj, naravoslovni in biomedicinskih vedah, tudi širše tehničnih, angleščina ni neka velika ovira. Prav je jezik tako, torej uporablja se relativno majhno število besed, torej so zadeve tako standardizirane, da to ni tako velik težava. Na področju družboslovja in humanističnih ved pa se lahko pojavi ta težava, ker je pač določena problematika vezana na uporabo lokalnega jezika in obratno. To predstavlja kar veliko težavo nam profesorjem. Z te težave, mi vse z teh področij, mi praktično vse objavljamo v angleščini in potem pač jasno univerza in tudi prav je tako zahteva slovenščino kot učni jezik, moramo vse prevajati. To je pač težava profesorjev. Včasih večkrat se nam to seveda predstavlja kar velik napor, tudi zaradi terminologije in podobno. Napisati v objavo v slovenščini in angleščini ne pomeni prevod. To pomeni dejansko napisati dve različni besedili. In tega se mogoče premalo zavedamo. Imamo pa seveda pri ocenjevanju kvalitetno še eno skupino. To so pa seveda eksperti. Zdaj, bibliometrijske metode imenujejo kvantitativne metode, zato ker z njimi nekaj merimo. Nekaj skušamo izmeriti, izračunati, kvantificirati. To so primejše metode, rekli smo, pojavili so se nekje prvo razmišljanje v 60. letih, z indeksi citiranja so dobili tudi svojo podatkovno podlago,
Nekako v 80-ih letih pa so postale vse bolj standardizirane. Predtem smo poznali seveda drugačno obliko ocenjevanja raziskovalnega dela. To so bila mnenja ekspertov. Običajno se ta podajo v obliki recenzij in podobnih ocen. In to je veljalo, bomo videli, že dolgo časa predtem. Torej, res je, da obstajajo stične točke obeh pristopov. Torej, eden od osnovnih motivov citiranja nekega dela je njegova kvaliteta. Govori se sicer, vedno najde se v literaturi, da včasih citiramo zato, ker hočemo kritizirati nekega predhodnega, našega predhodnika, raziskovalca, ali metodološko, ali rezultate, ali kaj podobnega. Analize kažejo, da tega je izjemno malo. Praviloma, če menimo, da neko raziskovalno delo ima neke resne pomanjkljivosti, ga pač enostavno ne bomo citirali. Ker se pač ni pomembno. Razen, če gre seveda za neke sistematske pomanjkljivosti in skušamo opozoriti, recimo metodološko, da je to neka napaka in da je treba to popraviti. Tudi ekspertne ocene izhajajo iz tega, da ocenjujejo kvaliteto. Da povejo, to je dobro raziskovalno delo, ta objava je kvalitetna in je, torej, podobne lastnosti merimo na nek način. Ne? In zato je ta povezanost med obema. Tisto, kar je, je tudi to, da bi ta dva načina lahko povezovali. Tudi ko recimo ocenimo neko objavo, praviloma vsak recenzent, dober recenzent, ki dobi neko objavo v strokovno oceno, še predno je članek objavljen, bo pogledal seznam virov. Če je seznam virov neustrezen, bo seveda takoj ocenil, da s to objavo ni nekaj v redu. In na to bo tudi opozoril avtorje, s tem se bomo še vrnili. Ne? Torej, imamo tudi oceno, kvalitativno oceno, recimo tudi pri različnih izvolitvah v akademske ali drugačne nazive. Tudi tam bomo seveda pogledali, kaj je nekdo objavil, kakšna je kvaliteta te objave, odmevnost teh objav. Torej so te kvalitativne ocene ekspertov za kjerkoli namene vedno tudi delno kvantitativne. Seveda tudi citate lahko na nek način razumemo kot neke vrste kvalitativno ocenjevanje. Konec koncev, dobro, zanemarimo različne stranpoti, o katerih bomo še govorili, ampak načelno je seveda citiranje vedno neko vrsto glasovanje kolegov, znanstvenikov, znanstvene skupnosti o tem, kakšna je kvaliteta in če tudi se temu izrazu večkrat skušamo izogniti in govorimo, kakšna je odmevnost te objave. Ampak še enkrat ponavljam, slaba objava, nekvalitetna objava tudi ne bo odmevna. Kljub vsem stranpotim, možnostim drugačnega razmišljanja, vendar je vedno citirana dobra, kvalitetna objava. Ne? Jasno, nihče ni predlagal, in to je tista največja napaka, ki se lahko zgodi, da bi bibliometrijske metode, torej število citatov ali število objav uglednih revij, nadomestilo v celoti ekspertne ocene. Ekspertne ocene ali recenzentske ocene so še vedno pomemben del ocenjevanja kvalitete dela, lahko jih pa kombiniramo z obema. Zdaj, ja, prosim. Jaz imam eno vprašanje. Glede na to, da višje citiranje navadno pomeni višjo kvaliteto, kaj potem z necitiranostjo? Kakšne so posledice necitiranosti objav teh raziskovalnih rezultatov za raziskovalce? Ja, seveda to je vprašanje, ki se večkrat pojavlja tudi v bibliometrijskih analizah. Vemo, da določen odstotek objav tudi v relativno uglednih revijah nikoli ni citiran. Niti ne strani samih avtorjev, torej niti samo citatov ne dobijo. Ne?
Potem imamo tudi revije, ki jim rečemo publish only journals. To so revije, v katerih samo objavljaš. Itak jih nihče ne bere. Torej, to so tiste revije, ki nihče ne bere in tudi nihče ne citira. Zdaj, kakšne so posledice? Verjetno je vprašanje, zakaj avtorji, kaj se je zgodilo. Zdaj, nekateri opozarjajo seveda, da je dvoletno obdobje ali triletno obdobje prekratko obdobje. In pravijo, da obstajajo tako imenovane trnulčice. Torej neke objave, ki pridejo do izraza mogoče šele kar čez nekaj let. Torej, mogoče nekdo, recimo tako kot Lotkov zakon pa Bradfordov, ki se je postal aktualen praktično 40 ali več let šele po objavi. To je vse. Ta moment jaz mislim, da se je treba vprašati in tudi, to je tudi pri ekspertnih ocenah, če nekdo ni citiran, je to verjetno nekaj ni v redu. Torej, mi lahko primerjamo izvedensko oceno, to ste kar že naprej na tole prosojnico prišli, lahko preverimo, recimo rečemo, to delo, ko je kvalitetno, odlično, zelo dobro, pa vidimo, da citatov ni. Zdaj se seveda vprašamo, zakaj je bila ekspertna ocena tako dobra, ocena bibliometrijskimi metodami pa šibka. Zdaj, možno je, da je neko področje, ki je zelo specifično, zelo ozko ali mogoče lokalno usmerjeno, recimo, da se ukvarja z nekimi lokalnimi zadevami in da zato ni citirano. Možno je pa jasno tudi kaj drugega. Torej, težko reči. Po drugi strani spet lahko primerjamo obratno, da je neko delo zelo citirano, pa da ekspertne ocene so šibkejše, no tega je manj. To je malo manj pogosto, praviloma je obratno. Mi lahko to pogledamo za posamezno objavo. Tudi posamezne objave, recimo, jaz sem že videl posamezne objave tudi v zelo uglednih revijah, ki enostavno niso imeli citatov. To bi morali, to je pa stvar uredništva oziroma uredništva revij, da pogledajo, čem je problem, zakaj so te revije sprejele ta članek za objavo, in preveriti, ali ni bilo nekaj, ker seveda te članki so morali čez določeno strokovno recenzijo, ali bilo mogoče narobe kaj z recenzenti. Ali niso dobro preverili, pogledali, ali mogoče neko področje, ki za to revijo ni najbolj primerno in bi ga morali preusmeriti. To lahko vedno kontroliramo. Seveda, necitiranost je, pa nekateri pravijo nekje do 30%, odvisno od obdobja, objav ni nikoli citirano. Ali pa citirano v tako neki magistrski nalogi ali kaj podobnega. Torej, mi lahko to preverimo, in to so te kombinacije obeh ocen. Kombinacija torej obeh ocen je pač najboljša pot za vrednotenje, raziskovalna dela, ker, seveda, kot sem rekel, vse te vrednotenje pomeni tudi za napredovanje posameznikov na univerzah, torej pri javnih habilitacijah. Vrednotenje ekspertov vpliva na pridobivanje sredstev za raziskovalno delo, torej na financiranje, na sprejete ali zavrnjene projekte. In seveda vse to moramo zelo dobro preveriti in zelo dobro primerjati. Namreč dolgo časa so se ekspertne ocene uporabljale pravzaprav za prav vse recimo prijave na projekte. In tukaj sta tudi brata Kohl za svojo raziskavo, drugo raziskavo naredila en zanimiv eksperiment, ki so primerjali torej razpis mislim, da je bilo National Science Foundation, eno določeno število projektov, so recenzenti, torej nišče ne gledal bibliometrijske podatke, ampak samo recenzente, so ocenili kot pozitivno, kot dobre. Del projektov so zavrnili. Brata Kohl sta vzela, pa sta
iste projekte poslala drugim skupinam recenzentom. Kaj se je zgodilo? Projekti, ki so bili v prvi skupini recenzentov sprejeti, del projektov, recimo 40% ali pa polovica, je bilo strani drugih recenzentov zavrnjenih in tisti, ki so bili zavrnjeni, so jih drugi recenzenti sprejeli. Torej, te recenzentske ocene seveda so, bomo videli pri naslednjem predavanju, subjektivna zadeva in imajo vse pomanjkljivosti, kar grejo zraven. Ne. Imamo pa še eno novo možnost, ki se pojavi, že omenjena altmetrija. Altmetrija v nekem smislu, vsaj teoretično, vsaj obeta, da bo kombinirala oziroma primerjala oba pristopa. Namreč že vir podatkov uporablja socialna omrežja, ki delujejo istočasno kot neka oblika citiranja navedb, ker ti v svojem tvitu oziroma čivku navedeš, koga omenjaš, in istočasno tudi kvalitetno ocenjuješ. To je pa res dober članek. Torej, kombinacija obojega in seveda nek način na veliko širši znanstveni skupnosti, torej veliko širšem deležu znanstvene skupnosti. In seveda ta slika pomeni, if je tisti dejavnik vpliva, socialno omrežje je pa tisti mali možica, ki pravi, tukaj se pa jaz pojavim kot nekaj, kar poskušam kombinirati oba pristopa, dajte me upoštevati. Dobro, za altmetrijo pravijo, da sicer veliko obeta, ampak da zaenkrat še nič ni dala, torej imamo že sicer neka merila, vendar zaenkrat točno niti ne vemo, kaj merijo, imamo polno kar hecnih primerov iz tega. Jaz imam pa še eno vprašanje, in sicer me zanima, pri merilu SRJ ste omenili, da se citate vrednoti glede na to, v kateri reviji se pojavijo. Zato me zdaj zanima, se recimo tudi pri altmetriji objave vrednoti glede na to, na katerih socialnih omrežjih se največkrat o njih govori. Recimo, je enakovredno število tweetov, število komentarjev, recimo, ki jih pol nekdo da na Facebooku ali pa recimo na YouTube. Ja, to je zanimivo. Ne, tega še nihče se ni lotil. Jaz mislim, da samo štejejo zaenkrat. Torej, štejejo še bloge, potem je še dodatno merilo download ali prevzemanje zapisov iz portalov, kjer je ta članek ali ta objava objavljena, ampak da bi nekdo, seveda, ni vsaka objava enaka, pa ni tudi vsak tweet enak. Zdaj, seveda, lahko bi celo tako merili, bi rekli, čivk nekega pomembnega znanstvenika je pomembnejši kot, ne vem, čivk mogoče enega študenta ali pa kaj takega. Seveda bi se dalo to meriti, ampak to verjetno altmetriki ne bi radi naredili, ker altmetrija je pač kot neka alternativna metoda, poskuša biti čim bolj enakopravna, čim bolj v smislu teh socialnih omrežij, se smo vsi enaki. Zdaj ne vemo, da čivkanje vendarle danes uporabljajo predvsem politiki, ker so pač ugotovili, da je to dosti enostavno orodje za, da ljudem poveš, kaj želiš povedati. V znanosti pa še nismo čisto prepričani. Torej, raziskave, ki smo jih mi naredili med slovenskimi raziskovalci, ugotavljajo, da torej od socialnih omrežij, govorimo o Twittu, o Facebooku in pač drugih inačic, so med raziskovalci relativno malo uporabljeni, še manj pa za raziskovalne namene, predvsem mogoče za neke osebne. Tako da v Združenih državah Amerike recimo pa tega zelo veliko. Tako da je zelo različno. Je pa to zanimiva ideja, seveda ni vsak čivk enak, ampak kako bomo pa to merili, bojo pa morali altmetriki povedati, kar je pa še stvar potočnosti.